Današnjo tiskovno konferenco smo primarno sklicali za to, da bi vas obvestili glede vložitve predloga za preiskovalno komisijo. Seveda, to ni noben problem, da bomo na koncu spregovorili še o kakšnih drugih aktualnih temah, ki so sedaj na agendi. Mi smo pred mesecem dni, točno mesecem dni, vsem poslanskim skupinam poslali zahtevo za odreditev preiskovalne komisije v zvezi s slabim delovanjem bančnega sistema. In takrat so se poslanske skupine, več ali manj vse, razen NSI-ja in pa poslanca Batelja, odločili, da bodo počakali na razpravo na izredni seji glede bančnega sistema. Zdaj, ta rok je minil. V tem času, po petku, nobena izmed poslanskih skupin svojega stališča ni spremenila oziroma tudi ni ničesar predlagala. Zdaj, načeloma poslanske skupine ne nasprotujejo ustanovitvi preiskovalne komisije, je pa več ali manj pri koalicijskih strankah in tudi pri Združeni levici zaznati in tudi pri zavezništvu, da svojih podpisov za odreditev preiskovalne komisije ne bi prispevali. Zdaj, mi bomo s podpisi naše poslanske skupine Nove Slovenije in gospoda Batelja danes vložili ta naš predlog, uvrščen v skladu s pravili v Državnem zboru na aprilsko sejo Državnega zbora. In tam, ker ni zadosti poslancev, se ta preiskovalna komisija ne bo odredila, ampak bo o njej opravljeno glasovanje. Zdaj, če napovedi koalicijskih strank in zavezništva držijo, potem ustanovitev preiskovalne komisije ne bi smela biti vprašanje. Zdaj, več ali manj na tej petkovi izredni seji kakšnih posebnih novosti glede in dodatnih informacij glede stanja v bančnem sistemu, glede dokapitalizacije bančnega sistema in pa potreb oziroma odreditve, razlastitve lastnikov podrejenih in finančnih inštrumentov, kakšnih novih informacij na tem področju nismo dobili. Več ali manj je šlo za rutinske izjave vseh tistih, ki bi morali dati in pojasniti situacijo, ki se je v našem bančnem sistemu zgodila. Zdaj, nesporno dejstvo je, da težave našega bančnega sistema niso samo posledica svetovne ekonomske in finančne krize, ampak so v veliko večji meri posledica predvsem tega, da so se dogajale znotraj bančnega sistema velike nepravilnosti. V zadnjem času, ko se prenašajo ti sporni dosjeji, se tudi na osnovi zakonodaje vlagajo nekateri kazenske ovadbe in pač tožilstvo in NPU na tem področju delata. In to se je dogajalo veliko časa, to se pravi tudi po izvedeni dokapitalizaciji leta 2007. Če bi varnostni sistem oziroma nadzor nad delovanjem bančnega sistema ustrezno funkcioniral, potem se tako velike dokapitalizacije oziroma tako velika sanacija bančnega sistema v tem času ne bi smela niti zgoditi. Vsi vemo, da so banke dopuščale dodeljevanja številnih kreditov, ki niso bile ustrezno zavarovani, katerih dodelitev je odstopala od bančnih pravil, da so banke in številne gospodarske družbe posegale in investirale na Balkan, ker so hotele pač postati pomemben regionalni igralec na tem prostoru, na prostoru nekdanje Jugoslavije in tudi v Srednje Evrope, a več ali manj iz vseh teh projektov je nastal samo globok minus. Denar se ni vrnil. Po drugi plati pa je bilo tudi veliko denarja plasiranega, nenadzorovano na razne tako imenovane davčne oaze in tam zadeve najbrž stojijo.
Kot veste, se je z preiskavo v bančnem sistemu že ukvarjala ena preiskovalna komisija v prejšnjem mandatu. Žal svojega dela ni dokončala, ker se je prej mandat zaključil, pa tudi v preiskovalni komisiji ni bilo med člani, med strankami dovolj velike zadostne podpore, da bi se prišlo do vsaj tega vmesnega poročila, ker so nekatere poslanske skupine oziroma njihovi člani tu zavlačevali. Zdaj, dejstvo je, da imamo tudi težave, ker tisti, ki se ukvarjajo z preiskavo bančnega sistema, tudi in so to opravili, niso želeli na preiskovalni komisiji poročati. Gre to za Komisijo za preprečevanje korupcije, ni hotela poročati Banka Slovenije, niso hotele poročati poslovne banke, so se sklicovali za neke poslovne skrivnosti. Vendar pri tako veliki sanaciji bančnega sistema, ki je velika toliko, oziroma draga toliko kot celoten slovenski avtocestni program ali pa polovico državnega proračuna, je potrebno pač nekaterim stvarem priti do dna in jih tudi razkriti. Zato predlagamo in bomo vložili ta predlog za preiskavo bančnega sistema in tu je potrebno v postopku ugotoviti odgovornost regulatorja bančnega sistema, ki pač drži roko nad temi aktivnostmi v bankah. Treba je preveriti ustreznost ukrepanj pri menedžerskih posojilih, nepremičninskih poslih doma in tudi v tujini in tudi preveriti, ali je ta naloga nadzornika opravljena strokovno, v skladu z zakonodajo, tudi neodvisno in tako naprej. Treba je priti do podatkov, na kakšen način in pod kakšnimi pogoji so bili podeljeni krediti in bančne garancije, to gre za vprašanje obresti, ročnosti, zavarovanj, namenov in tako naprej. Potem je treba preveriti zakonitost delovanja bančnega sistema v večinsko državni lasti. Potem je treba pač ugotoviti, kdo so bile odgovorne osebe za poslovanje. Raziskati je potrebno vpliv javnih funkcionarjev oziroma funkcionarjev na delovanje in poslovanje bančnega sistema. Preveriti je potrebno, kako je potekalo pokrivanje izgub, ali je to potekalo preko višjih stroškov poslovanja bank ali na kakšne druge načine. Vpliv povezanih oseb, razloge za nadzorovano likvidacijo Faktor banke in Probanke in preveriti, ali je v tem primeru šlo tudi za odstop od dobrih praks sanacij bančnega sistema in tudi na koliko so na to vplivale izbrane metodologije ter koliko vpliva na stanje bančnega sistema tudi ta nepopolnost oziroma samo delni prenos slabih terjatev na tako imenovano slabo banko. Vsa ta vprašanja so relevantna, na nobeno od teh vprašanj ni bilo odgovorjeno še v nobeni razpravi v Državnem zboru, tudi ne na tistih, ki so bile sklicane na predlog Banke Slovenije. In prav je, da tudi tisti, ki preiskujejo to bančno luknjo v tistem delu, kar se nanaša na preiskavo Državnega zbora, tudi dostavijo dokumentacijo in poročajo Državnemu zboru. Zdaj, če je v javnosti taka zahteva in tudi v politiki po transparentnosti, po odgovornosti, po ne vem kakšnih zadevah, potem je pač te zadeve treba odpreti in jaz upam, da bo tudi sedanja politika, sedanja sestava Državnega zbora pač v tej preiskovalni komisiji polno sodelovala. Kot rečeno, vloženo bo danes, pričakujemo, da bo glasovanje o odreditvi preiskovalne komisije izvedeno na aprilski seji Državnega zbora in potem bodo pač stekli postopki za sestavo komisije in tudi ostale stvari, ki so povezane z delom preiskovalne komisije.